Zdaj, zakaj potrebujemo tak dvig minimalne plače? Prvič, potrebujemo ga zato, ker nam tako veleva zakon o minimalni plači in rast minimalnih življenjskih stroškov in inflacija. Drugič, potrebujemo ga zato, ker je jasno, da inflacija ni vseh plasti prebivalstva prizadela enako. Medtem ko je splošna raven letne inflacije 10-odstotna, tako pravi zadnje poročilo Sursa, so recimo tiste dobrine, ki najbolj prizadanejo revna gospodinjstva, kjer rasti cen najbolj prizadanejo revna gospodinjstva, kot so hrana, energenti in tako naprej, zrasle za kar 19%, se pravi skoraj za dvokratnik splošne ravni inflacije. Tako da z 100-evrskim dvigom neto plače v januarju želimo pomagati predvsem revnim zaposlenim, revnim gospodinjstvom, tistim, ki se najtežje prebijajo skozi mesec, tistim, ki jih je konec koncev inflacija najbolj prizadela.